Pravilna tristrana piramida ima za osnovno ploskev enakostranični trikotnik, plašč pa sestavljajo trije skladni enakokraki trikotniki. No, pa dajmo za začetek kar skicirati. Recimo tukaj nekje 2,5 centimetra. In na drugo stran, lahko torej v neki isti tej višini, pa približno 4 centimetre. Tako. In zdaj bo ta zadnji osnovni rob bo neviden. Kako dobimo nožišče višine? To je tam, kjer se sekajo težiščnice. Sicer v enakostraničnem trikotniku je vseeno, so vse simetrale, višine in tako naprej poravnane, tako da najlažje je, če razpolovimo in razpolovišče povežemo z nasprotnim ogliščem. Tako, tukaj je torej zdaj nožišče višine in višino lahko torej tudi kar naredimo, naj bo kar malo višja, in narišemo stranske robove. Vidimo, da sta tudi tukaj višina in stranski rob kar blizu. Temu bi se lahko izognili, če bi tukaj še malo podaljšali ta osnovni rob. Jaz bom zdaj samo poudarila osnovne in stranske robove. Višino si lahko označimo z drugo barvo. Višino. Imamo stranske robove, tudi ta spredaj imamo osnovne robove. In pa manjka nam še stranska višina, ki jo lahko označimo tukaj. Torej imamo stransko višino in seveda povsod pravi kot. Tako. No, pa si zdaj poglejmo, kako to izgleda, če odpremo plašč. Zdaj, če naredimo samo skico, torej imamo osnovno ploskev in na vsaki stranici še te enakokrake trikotnike. Torej, to je osnovna ploskev, vsi ti trije so pa plašč. Dajmo torej zapisati najprej osnovno ploskev, ker je to enakostranični trikotnik, je to a kvadrat koren iz 3/4. Plašč sestavljajo pa trije trikotniki in vsak od teh trikotnikov, če ga tukaj pogledamo, tukaj imamo višino 1, tukaj imamo a, torej a krat višina 1 polovic in imamo 3 take, torej a krat višina 1 polovic. Če to vse skupaj še poenostavimo, lahko plašče zapišemo tudi kot 3a v 1 polovic. In tako, če zdaj to vse skupaj združimo v površino, je to osnovna ploskev plus plašč oziroma kar a kvadrat koren iz 3/4 plus 3a v 1 polovic. In je to zdaj površina pravilne tristrane piramide. Za prostornino pa se spomnimo, da je to 1/3 krat osnovna ploskev krat višina. Tukaj bom zdaj samo zapisala za prostornino 1/3 zunaj. Zaradi tega, ker osnovna ploskev je tudi v obliki ulomka in nam bo tako lažje računati oziroma izraziti. Torej, če zapišemo 1/3 krat a kvadrat koren iz 3/4 krat višina piramide, je vse skupaj, torej na vrhu ulomkove črte lahko damo a kvadrat koren iz 3 krat višina, 3x4 spodaj so pa 12. In smo izrazili še prostornino pravilne tristrane piramide.